Pokojninska reforma, gradnja javnih stanovanj, nižje položnice v domovih za starejše pa morebiten dvig minimalne plače. Zaradi nas danes vsi Slovenci živijo bolje, pravijo ministri Levice. Upam si reči, da smo najbolj uspešna stranka te koalicije. Treba je vedeti, da je Levica stranka, ki je dobila na volitvah zgolj 4,5% podporo, pa smo vseeno uspeli izpeljati praktično največje projekte, reformne projekte v zadnjih 15 letih v Sloveniji. Kar je vaše, je tudi naše, jim odgovarja Svoboda. Nobene reforme Levice, ki jo je vodila Levica, ne bi bilo brez Svobode, brez ministrstva Svobode, brez poslancev Svobode. In ne zgolj reforme. Skupna točka med Levico in Svobodo je tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Neuradno je njen odnos s premierjem Golobom precej načet. Klakočar Zupančič čaka, ali jo bo Svoboda uvrstila na kandidatno listo za volitve. Po 2 mesecih pogovorov pa je tik pred uradnim oblikovanjem skupna lista NSI-ja, SLS-a in Fokus Marka Lotriča. NSI pravkar na seji potrjuje kandidate za volitve. Sporazumu o skupnem nastopu NSI-ja, SLS-a in Fokusa na parlamentarnih volitvah pa bodo stranke predvidoma podpisale v sredo.